Mikroplastika. Plastika se v naravi ne razgradi, temveč le razpada na vedno manjše delce. Delce plastike velikosti 300 mikrometrov do 5 mm imenujemo mikroplastika. Ta je postala sodobno osnaževalo, ki ga je z naraščajočo proizvodnjo plastičnih izdelkov v naravi vedno več. Skrb vzbuja dejstvo, da se zaradi obstojnosti te delci kopičijo v organizmih in po prehranski verigi pridejo v človeka. Veliko mikroplastike nastajajo pri uporabi plastike za pakiranje hrane, iz nje izdelujemo oblačila in pri pranju sintetičnih oblačil. Najdemo pa jo celo v kozmetičnih izdelkih za osebno higieno. Pa si poglejmo, kako je mikroplastika posegla v okolje. Na travniku sredi majhne vasi, tik ob nabrežju reke Pake, so živele 3 rožice, mama Zala ter njeni hčerki Krasna in Lepa. Kljub temu, da je bila narava še odeta v sneg, so pokukale iz zemlje in se veselile življenja. Ob jutranji zori so rade poslušale veselo ščepetanje razposajenih ptičkov. Še posebej so rade pozovale in se skrivnostno nasmihale kosov in kosovki, ko sta tvorila drug proti drugemu. Čez dan so plesale in se lovile z metuljo. Vedno so pomahale mogočnim racam in racmanu, ki ponosno v prvi vrsti peljal svojo četico. Zvečer pa se je prijetno utrujene v pomirjujočem zvoku reke pogreznile v globok spanec. Srečno in zadovoljno so živele, dokler se vas ni začela širiti in je zrasla v pravo pravcato mesto. Zbujanje ob ptičjem petju je nadomestil hrup avtomobilov, življenje v mestu pa je postalo čedalje bolj nemirno, hrupno in onesnaženo. Zrak, ki so ga vdihavale, ni bil tako čist. Voda, ki so srkale zemlje, je bila vedno bolj onesnažena. Rožici postajajo vedno bolj zaskrbljeni, na kar pa vprašata mamo: ali mogoče poznaš rešitev, kako bi zmanjšali onesnaževanje z mikroplastiko? Poznam. Ljudje bi morali zmanjšati količine plastičnih odpadkov, ki naj bi povečale delež recikliranja plastike. In predvsem, človek bi se moral vrniti nazaj k naravi.